Resnično bogat in raznovrsten kulturni program so s svojimi nastopi oplemenitila številna društva, predstavili pa so se tako mladi kot malo starejši. Glavni namen mislim, da je, da se posvetimo starejšim v naši občini, ker mnogo je takih, ki so osamljeni doma, čedalje več, ker iz naše občine je manj starejših po domovih v Sloveniji, ampak veliko jih ostaja doma. Danes je življenje nekoliko hitrejše, drugače. Ljudje se bolj zapiramo, vsak vase, bolj moramo delati vsak zase, ampak vseeno je treba spodbujati tisto medsebojno sodelovanje, prijateljstvo, pomoč. V Svetu za starosti prijazno občino veliko poudarka dajejo na sodelovanju z otroki, tako tistimi iz vrtca kot iz osnovne šole. Na prireditvi smo videli medgeneracijsko sodelovanje v praksi. Mislim, da ga bo še več v prihodnje, še posebej zato, ker mladina, ki sodeluje, vidi dober vzor, zgled in verjamem, da se bo ta vzor in zgled prenesel tudi na mlajše in srednje generacije oziroma na tiste, ki prihajajo. Starejši pa še vedno želijo izboljšati razmere bivanja v svoji občini. Tu se pa trudimo in nismo dosegli tega, kar smo tudi dali v naš načrt. V začetku smo pričakovali, da bomo nekako uspeli pri izgradnji doma za starejše, potem smo ugotovili, da pravzaprav trend ni v tem, ampak da bi kakšno takšno medgeneracijsko središče ustanovili. Poleg tega želijo dati poudarek na negi na domu, določeni njihovi vrstniki pa so raztreseni po domovih po vsej Sloveniji, kar jih žalosti.